Risani film je podvrsta animiranega filma, kjer animiramo risbo oziroma linijo. Za 1 sekundo animacije je potrebnih 24 sličic. Ker je to kar veliko risanja, lahko število sličic razpolovimo na 12 sličic na sekundo. Pri tem vsako sličico posnamemo 2-krat. Like in objekte pri risani animaciji ustvarimo sami. Risbo oživimo s premikanjem. Glede na razmike med risbami ustvarimo različne tempe gibanja. Poznamo enakomerno gibanje, pospeševanje in upočasnjevanje. Dodamo lahko tudi sekundarno gibanje in tako bo gibanje delovalo bolj naravno. Lik naj bo preprost, da si olajšamo risanje. Da ga bolje spoznamo, ga narišemo iz vseh 4 smeri. Od spredaj, strani, od zadaj in iz 3/4 profila. Preizkusimo lahko tudi različne pozicije, geste in izraze. Tako, naš lik je pripravljen na animiranje. Gib definirajo njegove skrajne točke oziroma ekstremi. Ti naj bodo narisani izrazito, dobrodošlo je pretiravanje. Ekstreme med seboj povežemo z vmesnimi fazami in ustvarimo tekoč gib. Določimo skupno število faz in s tem definiramo trajanje giba. Če je gib takšen, da se lik vrne v prvotno pozicijo, slik v nasprotni smeri ne potrebujemo ponovno risati. Iste risbe posnamemo v obratnem vrstnem redu. Število faz določi hitrost gibanja. Več faz kot narišemo, počasnejši bo gib. Tako za energični gib boksa potrebujemo manj sličic. Za umirjen premik med vadbo joge pa jih potrebujemo več. Sedaj smo z vnaprejšnjo določitvijo ekstremov ubrali princip animiranja od poze do poze. To je primeren način za zakomplicirane gibe, omogoča pa nam tudi boljše načrtovanje animiranja. Uberemo pa lahko tudi princip linearnega animiranja. Tukaj neprekinjeno animiramo sliko za sliko, brez da bi končno fazo že imeli narisano. To je primerno predvsem za metamorfoze in eksperimentalne filme, kjer so gibi preprosti in organski. Za izdelavo svetlobne mizice potrebujemo poglobljeni okvir, odstranimo mu dno, vstavimo pavz papir, naredimo in vstavimo distančnik, vstavimo lučke za božično drevo, pokrijemo, mizica je pripravljena.